Upam, da vidite screen. Ok, torej lahko kar začnemo. Ok, super. Torej, quindi buongiorno e benvenuti a tutti di nuovo da parte di tutto il team SPF al Lepo workshop sulla pozdravljeni strani rendicontazione. tima SPF, Sklada Io za male parlerò in projekte. italiano, così Govorila bom v potete seguire la italijanščini, trasmissione. imate pa tudi na voljo Io tolmačenje v inizierò slovenščino. con una Delavnica generale introduzione da parte predvideva mia, najprej quindi io sono voce uvod, Michela ki ga bom Fasson, Project predstavila sama. Manager Jaz sem Michela Pison, SPF, Project Manager pri Skladu za male projekte SPF. dove appunto presento un po' quelle che sono le Predstavila linee bom guida che vi smernice, aiuteranno, ki vam il bodo documento che vi pomagale, aiuta pa tudi durante dokument, la ki vam bo rendicontazione di pomagal sistema za GEMS. poročanje v sistemu Successivamente ci sarà GEMS. un Nato breve bomo momento di domande e imeli risposte nekaj časa za e vprašanja in successivamente odgovore. avremo la collega Sledila Damoglu che invece bo andrà nello kolegica specifico a Damogula, ki bo presentarvi il sistema predstavila GEMS, quindi sistem GEMS, proprio il caricamento effettivo di tutta la kako se je documentazione dejansko necessaria per il naloži svolgimento vsa del vostro potrebna progetto. dokumentacija, zato da boste lahko poročali v Dopo la sistemu GEMS. collega Po Greta kolegici avremo un momento Greti di domande e risposte module pa bomo e imeli alla zopet fine čas abbiamo za vprašanje in pensato di odgovore, ob koncu pa smo organizzare un predvideli momento con i še nostri controllori. organizacijo Sono srečanja z našimi due italiani che kontrolorji, seguiranno, enega za slovensko in sono enega le za persone che italijansko stran smo praticamente predvideli. controllano effettivamente il vostro rendiconto che verrete Dejansko presentato su GEMS bodo oni potem e preverjali vi poročilo, ki ga oddate chieste v di GEMS, in integrazioni potem eventuali vas e bodo prosili ali pa modificare vprašali che za effettivamente eh, avete già pojasnila, presentato. dopolnitve in za obrazložitev Prenderanno, predloženih stroškov. gli errori più Predstavili comuni vam e di cui bodo najobičajnejše le cose che dovete napake stare eh, maggiormente attenti. pri poročanju Quindi, v in GEMS. breve, Na kratko, come funziona la procedura di controllo? È una kako cosa di cui abbiamo poteka già kontrola, parlato, o tem smo se že già pogovarjali presentato al primo na incontro con prvem srečanju, ki smo ga imeli, smo to che temo abbiamo že avuto predstavili. qualche mese fa con i progetti, i nuovi progetti che hanno vinto il terzo bando. Per chi invece è collegato dei vecchi progetti, Je dovrebbero già povezan na sapere stare benissimo. projekte, to bi morali že dobro La vedeti. procedura di controllo è strutturata in questo Je potem modo. nadzor predviden tako, kot sledi. Diciamo, presentazione dei rendiconti è prevista Imamo 2 volte all'anno, dal 1 al predstavitev 31 dicembre, per tutte do le spese che sono state 31, od 1. do sottostate 31. sostenute decembra za izdatke nastale, giugno a poročate za izdatke novembre nastale med 1. junijem in e 30. novembrom. il secondo periodo invece di No in potem drugo rendicontazione, il secondo obdobje mese di poročanja rendicontazione va invece ali dal drugi 1 al mesec pa 30 teče di od giugno, 1. che do è il 30. junija. prossimo, quello che interessa adesso a voi tutti quanti, perché tra un mese inizia, per tutte le spese che sono state sostenute dal 1 dicembre al 31 maggio. Successivamente a questa fase di presentazione dei rendiconti su GEMS, si passa a una fase di controllo della documentazione da parte del GEGO, ovvero dei nostri controllori, che conoscerete, avrete modo di conoscere anche dopo, che poi certificano le spese effettivamente ammissibili. Successivamente, una volta certificate le spese, il lead partner può effettuare al Podatki sistema GEMS la potrjeni, richiesta di pa rimborso di tutte lahko le v spese GEMS-u certificate, zaprosite ovvero za per vložitev entrambi zahteve i za partner in povračilo za posizione di certificirane stroške in to rendiconto. lahko storite za oba partnerja. Successivamente a questo Zatem, percorso, il po GECO tej verifica la zahtevi richiesta di za rimborso, povračilo, verifica oltre bo alle kontrola spese preverila poleg anche le samih attività izdatkov ali tudi aktivnosti, che sono state fatte, sono ki state so gestite bile correttamente izvedene, e poi si passa alla dichiarazione eh, degli importi richiesti. ali so poročane pravilno in potem se gre na pregled ter Per izplačilo darvi zahtevanih una izdatkov. mano nella presentazione V dei rendiconti, prezentaciji abbiamo je poročeno o ovviamente izdatkih, imamo prevediamo seveda predisposto un documento. predviden Come določen base però dokument, dovete avere kot bazo sempre pa morate še in vedno mente imeti il manuale sull'ammissibilità delle pred očmi spese, priročnik o che upravičenosti è un izdatkov po' la vostra programa. Bibbia, diciamo, To je dei nekako progetti vaše SPF, svetopismo za vse projekte dove SPF, viene sklad indicato malih in modo projektov, comune infatti già tutte le in spese tu so certificate e navedeni vsi ammissibili e vengono izdatki, divise, ki come so sapete, in 3 upravičeni, budget razdeljeni line so 1, po budget line budget line 2, 1, 2,
quindi budget line 1 personale, budget line 1 osebje, budget line 2 administrativni stroški, budget line 4 zunanje storitve, 5 je oprema in 6 morebitna infrastruktura. Oltre al manuale dell'ammissibilità delle spese, Po- che però appunto è generico, è ampio, abbiamo predisposto per darvi una mano questo documento qua, che è linee guida sui controlli e la realizzazione dei progetti SPF. Tako velja skratka za sklad za male projekte. Ta dokument dobite na naši spletni strani. Sul nostro sito, quindi penso che tutti conosciate il nostro sito. Mislim, da vsi poznate našo spletno stran in sicer SPF dokumenti, programski dokumenti, greste po skozi to stran, pogledate vsi dokumenti, ki se jih uporabljajo upravičenci, pa tudi mi, vsi priročniki so tam in tudi smernice. Da bomo imeli boljšo predstavo, sem vam želela pokazati, kako izgleda ta dokument. Tule sedaj vidimo. To je dokument. Ga vidite, ne? Najbrž ga. Nel documento, oltre all'iniziale introduzione v dokumentu je poleg samega uvodnika in potem še postopka kontrole, ki smo ga razložili že tudi prej. Imamo potem delitev po posameznih budget lines. Za vsako budget line imate izrecno navedeno, kateri so dokumenti, ki jih je treba naložiti v sistem GEMS. Torej, vidimo, da za stroške za osebje je na začetku predvideno zahtevana pogodba za človeka, ki dela na projektu oziroma imamo tukaj delovni nalog, ki ga izda zakoniti zastopnik. Za vsako poročanje se zahteva zgolj kratko poročilo o upravljenem delu zaposlenih, ki delajo na projektu za določeno obdobje. Kot že dobro veste, za izdatke za osebje se to obračuna po 20% stopni glede na ostale stroške, tako da tukaj vam ni treba dejansko izplačil nobenih nakazil pošiljati za osebe, ki so delali na projektu, ampak samo ta dva dokumenta. Sledi potem na teh 20%, še 15% povprečnina se na to obračuna, tudi tukaj ni treba predložiti nobenih dokumentov in dokazil za splošne izdatke, za administracijo, pa za stroške pisarne in tako naprej, za porabo papirja, tiskalnikov in ostalega. Kar pa se tiče dokumentov, ki jih je treba predložiti ob poročanju za budget lines 4, 5 in 6, je zadeva nekoliko bolj kompleksna, nekoliko daljše, ker tukaj imamo budget lines, kjer so izdatki dejanski oziroma imamo, kaj pomeni to, da so dejanski stroški za vse stroške, ki jih boste krili v okviru projekta in nam morate predložiti tudi vse temeljnice, tako imenovane, torej račune, naloge za plačila, morebitna plačila kakšnih pristojbin, taks, davkov in tako naprej, ter še vse ostalo v zvezi s postopkom, ki ste mu sledili za izbiro in izvedbo določenega stroška. Manj specifično je vse skupaj pri BL4. Tukaj je seznam zahtevane dokumentacije za vse te izdatke. Še vedno ostaja razlikovanje opisano tudi v ustreznem priročniku o izdatkih in sicer imamo eno ureditev za tiste pod 10.000 in drugo nad 10.000 evrov. Za tisto, kar je do 10.000 evrov,
pod 10 tisoč evrov pagamenti, in eccetera, rabimo eccetera. račune, plačilne naloge in tako naprej. In je zahtevana izjava o preverjanju tržnih cen ali cen na trgi. Tudi ta izjava je na voljo na naši spletni strani, prav tako pri SPF dokumenti program. Poleg smernic in upravičenih stroškov imate tudi to izjavo in izjava se sestavi za vse izdatke, ki jih krijete do 10 tisoč evrov in v tej izjavi preprosto izjavite, da ste preverili dejansko te izdatke, kako? Da ste preverili cene na trgu, kako? Da ste po spletu naredili poizvedbo in ugotovili, da je nakup določene storitve, pač ima tako in tako vrednost, ceno. Skratka, vse te specifikacije je potrebno tule ustaviti notri v izjavo o preveritvi cen na trgu. Kar pa se tiče izdatkov nad 10 tisoč evrov, ni potrebno izpolnjevati izjave o preverjanju cen na trgu, temveč je potrebno priložiti 3 ponudbe, ker ste morali dati 3 povpraševanja pred tem in še kontrolnik ali checklisto je treba izpolniti, tudi ta je na spletni strani ZTS objavljena, poleg izjave o preverjanju cen na trgu in vse to v tem razdelku za SPF v skladu malih projektov. Poleg teh dveh specifikacij, teh dveh dokumentov, ki sta drugačna, glede na to, ali gre za storitev pod ali nad 10 tisoč evrov in potem se to se priloži, vse temeljnice za kritje dohodkov, pri tem seveda upoštevamo račune, na katerih mora biti oznaka šifra kup navedena, pa tudi naziv projekta, potem morajo biti dokazila za plačile računov, pa tudi morebitna druga nakazila, kot je obrazec F24 ali pa plačilo raznih taks, prispevkov in tako naprej. In na koncu je treba še dokazati, da je bila storitev izvedena oziroma da priložite neko dokazilo, da je storitev dejansko bila opravljena. Kaj to pomeni? Naprimer, če imamo naprimer nek dogodek, ste plačali določeno storitev, catering ali pa tehnično podporo na nekem sestanku, srečanju in priložite seveda potem dokazila in kratko poročilo s strani strokovnjaka zunanjega, ki ste ga plačali, ki v poročilu napiše, kaj je dejansko naredil, kakšno storitev je opravil v tistem obdobju. To je dokumentacija povezana z budget line 4 in takšno dokumentacijo se zahteva tudi za BL5. Gre za stroške za opremo, še vedno imamo to razlikovanje, da za strošek opreme do 10 tisoč je dovolj izjavo o preveritvi cen na trgu, nad 10 tisoč pa ponovno 3 povpraševanja, 3 ponudbe in izpolnjevanje kontrolnika checkliste ter dokazilo, da ste vsaj 3 povpraševanja dali za 3 ponudbe, pa računi, potem morajo biti izkazana tudi plačila, tako kot prej. Kaj je pri tem posebno za stroške za opremo? Morate tudi še povedati, kako se bo vzdrževalo lastništvo določene opreme, da boste ostali lastniki vsaj 5 let od datuma plačila in seveda morebitni amortizacijski načrt mora biti tudi priložen. Pri tem, kot veste, zagotovo to že veste, ker smo o tem že govorili večkrat, tudi v priročniku o upravičenih izdatkih je razlika med tisto opremo, ki je v podporo samemu projektu, pa tista, ki so prav tematska nakupljena za samo vsebino projekta, torej opremo podporno
diciamo, per l'attrezzatura di supporto va presentato il piano di ammortamento Je e treba per zanjo poročati l'attrezzatura in che è priložiti prevista amortizacijski stesso načrt. all'obiettivo del Če pa je progetto, oprema del, vsebinski le del spese samega possibile projekta, per potem tutti pa di je attrezzatura e upravičen altre izdatek za prestazioni tako non è opremo necessario 100-odstotni presentare i in v debiti tem di primeru debito. ni potrebno predložiti amortizacijskega načrta. Quindi qua avete poi diverse Tule specifiche, imamo še diciamo, razne relative specifikacije al tipo di attrezzatura che glede na vrsto utilizzate. opreme, ki jo Ovviamente uporabljate, pa še ricordiamo sempre che dovete allegarci anche želimo comprova ponovno dell'effettivo spomniti, da acquisto morate dell'attrezzatura e predložiti tudi dell'effettiva dokazilo o attrezzatura nakupu vernativa same del lavoro che è stato opreme effettivamente consegnato per questa in attrezzatura. tudi dokazilo, da je bila dejansko izročena kot s fotografijami, na primer to dokazujete in drugim, oprema ricordiamo anche mora con biti logo, etichetta col logo del opremljena z progetto. etiketo, z logotipom Ulteriore projekta. capitolo specifica Naslednje sulla specifično BL6, poglavje se tiče quindi lavori BL6, pubblici e investimenti. javne Qui dela in per i progetti naložbe. non hanno Pri teh diciamo, malih investimenti, projektih ni solitamente veliko gratuito investicij, li hanno, nekateri quindi pač jih tudi anche imate in di tudi pri preparare tem, questo rendiconto preden su pripravite su GEMS, poročilo vi v consiglio di prendere in mano GEMS-u, il vam documento svetujem, da vzamete v roko tale dokument in da greste skozi ter preverite, ali la documentazione razpolagate s necessaria. celotno potrebno Sempre questa dokumentacijo. distinzione per i Še progetti vedno di imamo ločitev 10.000 na e do sotto 10 in 10.000 nad 10.000 e evrov, poi pa oltre še quindi ai classici te klasične fatture, pagamenti, račune, eccetera, plačila in vi è ostalo. la necessità anche qua della Tudi dichiarazione tukaj je potrebno predložiti izjavo o vzdrževanju in o vinkulaciji uporabe. Potem so tukaj še te specifikacije naložbe in dodatna pojasnila, če ste lastniki ali če imate takšno opremo v najemu. To je to. Dokument ima 10 strani, skušali smo biti čim bolj jedrnati. Concisi possibili proprio per darvi una mano, nel senso che questo, in modo che questo documento vi possa essere Da utile nel vam momento je in cui vi ta sedete al computer dokument e dovete res koristen, preparare ko boste tutto. sedeli za računalnikom in Potete utilizzare pripravljali questo poročilo, software di uporabite ga checklist lahko per kot nekakšen verificare kontrolnik, se checklisto avete in tutti i documenti che da sono preverite, ali imate necessari res vse dokumente, ki so tudi per la potrebni potem za rendicontazione. Nel predložitev momento in cui presenta poročila poi viene presa in mano na dai nostri platformi GEMS, controllori, potem prevzamejo to se naši manca kontrolori qualcosa in če karkoli solitamente i manjka, običajno controllori kontrolori vi fanno una vam richiesta di bodo integrazione formale predložili per chi formalno ha zahtevo za già questa dopolnitev. predisposta Za tiste, bene, ki vi ste danno poročila delle že date vlagali, veste, kako to determinate deluje, scadenze in dali vam cui bodo določene roke in v teh integrare rokih il rendiconto boste lahko documentale. potem dopolnjevali predloženo poročilo. Kdor bo to prvič počel sedaj junija, pa Avrete modo in boste caso di imeli sentire, di parlare con i tudi še nostri priložnost, da se o controllori. tem pogovorite z našimi kontrolorji Qualsiasi za eventuale kakršno domanda, koli dubbio, siamo vprašanje sempre ali disponibili negotovost, smo vam seveda vse potete čas na contattare voljo. via mail Lahko nas kontaktirate po mailu ali pa nas e direi pokličete. che In mislim, da questo è je quanto. to Io vse, ora kar sem na to točko želela sarei povedati. Sedaj breve bi na un kratko set di morda domande e šli skozi risposte relative alla vprašanja mia in parte odgovore v zvezi s di tem questo mojim delom, documento s tem dokumentom alle linee guida sulla in rendicontazione. smernicami na Per quanto področju invece più specifico poročanja. Če pa so relativamente kakšne a bolj GEMS, specifične chiederei vprašanja di za sam farle sistem GEMS, prosim, če successivamente to perché per me ta vprašanja zastavite kasneje, ker bo za mano še kolegica trattiamo Greta anche del Modulov sistema govorila in vam bo magari govorila o avete samem già sistemu, tako da boste potem imeli morda tudi bolj, že delle dobili nekatera eventuali pojasnila, kar se carenze GEMS-a tiče in eventualmente. vprašajte potem na koncu, če zdaj z GEMS-om kaj. Ok. Allora, vedo una domanda. Vidim vprašanje tole v klepetalnici. Ok, allora la leggerò in sloveno perché è in sloveno. Prebrala bom slovenščini, ker je v slovenščini. Zanima In nas, tudi če odgovorila. zdaj dobimo avans, ki zajema stroške in 4 delavnice, ki jih izvajamo v primeru, da se nam je ena delavnica zamaknila na 1.6. Kaj se zgodi z denarjem, ki ga dobimo, ko avans nastane iz prve rendikontacije, ali ko z njim pokrijeme delavnico, ki bo in ga moramo vračati. Ok.
Torej, bom odgovorila verjetno kar v slovenščini. Z avansom deluje tako. Mi avans vam ga ne damo vezanega na določene specifične aktivnosti, ampak ga dobite 50% na budžet projekta, kar pomeni, da potem z njim lahko odločite sami, zakaj ga boste uporabili. Zdaj deluje tako. Če vi v juniju boste predstavili prvo poročilo in ne boste imeli stroškov toliko, da boste šli prek avansa, mi preprosto v juliju, potem ko bodo kontrolori certificirali stroške in tako dalje, torej v naslednjih mesecih, vam ne bomo izplačali nič. Bomo začeli splačevati, ko boste vi z vašimi stroški prekoračili avans. Takrat bomo začeli izplačevati. Upam, da je bilo jasno. Odgovorim še na drugo vprašanje, kako je z vnosom v GEMS, ali se vse vnaša vodilni partner ali vsak za svoje stroške. Torej, tle je razlika med poročili in med zahtevkom za izplačilo stroškov. Torej, poročila, vsak partner predstavi svoje poročilo, lead partner svoje, projektni partner svoje. Kot drugi del pa v trenutku, ko kontrolori so že certificirali poročila, ki so bile predstavljene s strani vsakega partnerja, vstopi v GEMS spet samo lead partner, ki predstavi zahtevek za povračilo stroškov za oba partnerja. Še zadnje vprašanje vidim, kdaj bo nakazan avans. Torej, avans, če ste že predstavili potrebne garancije in tako dalje, torej vse, kar je bilo že zahtevano, bo avans izplačan v prihodnjih tednih. Tako da zdaj zaključujemo z vsemi novimi projekti, anekse in kontroliramo še vse, pobiramo recimo vse nove garancije, ki nam predstavljajo projekti, tako da potem bomo zdaj v prihodnjih tednih gotovo izplačali avanse vse. Ok, vedo un'ulteriore domanda. Še eno vprašanje vidim, tokrat v italijanščini. Mi dispiace per i traduttori se salto da una lingua all'altra. Quindi, per quanto riguarda la dichiarazione, kar se tiče izjave o preverjanju cen na trgu, ki se priložijo pod 10.000 evrov, ali obstaja minimalno število dobaviteljev, ponudnikov, ki jih je treba kontaktirati, ali je to potrebno tudi za svetovalce, ki so SP-ji in se recimo ukvarjajo z organizacijsko podporo. Torej, kar se tiče vseh storitev pod 10.000 evrov, morate samo dokazati, da je cena skladna s cenami na trgu. Kaj to pomeni? Da idealno je, da vedno poiščite 3 ponudbe, da poprosite za vsaj 3 povpraševanja date, ali da preverite na 3 različnih spletnih straneh, to je pač enostavno si potem zapomniti. Ni pa potrebno, lahko tudi vprašate več ljudi, več dobaviteljev kot 3, ali pa, če, na primer, imate kakšnega zunanjega strokovnjaka morda, ali pa recimo, da imamo nekega umetnika. Če že imate nekega specifičnega umetnika, ki ste si ga zamislili, ki ima tudi zelo specifično umetniško storitev, ki jo bo izvedel,
potem lahko tudi niso potrebni drugi ponudbe, ampak morate potem nekako obrazložiti in utemeljiti, zakaj bi ravno tistega umetnika želeli, in tudi s tržnimi cenami, tržne cene morajo biti primerljive za podobne umetnike. In to morate nekako dokazati. Enako velja recimo tudi za samostojne podjetnike, na primer. Ravno tako je potrebno seveda izpolniti to izjavo, razložiti pa je treba, zakaj ste se tako odločili znotraj vaše izjave. Za tisto, kar je nad 10.000 evrov, pa so vedno zahtevane iste formalnosti, tisti daljši način, kot smo pisali. Vidim drugo vprašanje, ki je vezano malo na prejšnje v slovenščini. Torej, koliko je minimalni strošek, za katerega je potrebno imeti 3 ponudbe? Ostaja vedno tista razlika, ne? Torej, stroški pod 10.000 in stroški nad 10.000. Za stroške pod 10.000 ni nujno, da nam predstavite 3 ponudbe, torej nam ne morete jih naložiti, ni potrebno, da nam jih naložite na GEMS. Morate pa v izjavi napisati, kako ste vi preverili, da je strošek primeren s cenami na trgu. Za nad 10.000 pa morajo biti prisotne 3 ponudbe. To je to. Ok, vedo un'altra domanda. Še eno vprašanje vidim za tutorje pri projektu, ki niso specifični, ali je potrebna javna objava. Torej, tukaj je nekoliko odvisno od tega, kakšna organizacija ste. Če ste javna organizacija, potem je potrebno vse predpise z področja javne uprave v zvezi z javnimi naročili in pogodbami upoštevati po italijanski zakonodaji, ker so Italijani vprašali, in glede na pa tudi naše smernice, ki jih na tem področju pripravljamo, upoštevajte, ker jih izdelujemo zato, da vam pomagamo glede na vrsto storitve. Je treba ugotoviti, če je to potrebno, takšna javna objava. Lahko se uporabljajo tudi načini neposredne izbire izvajalca, ki pa morajo temeljiti nekakšni kljub temu po izvedbi oziroma po vpraševanju. Prav tako 3 ponudbe v tem primeru. Takole. Kaj pravite, če bi šli naprej? In besedo bom predala kolegici Greti Modula. Če so še kakšna specifična vprašanja, smo seveda tukaj in ob zaključku bomo tudi se s kontrolorji pogovorili, ki so prav tako na našem sestanku prisotni, in določene bolj specifične vidike bomo lahko razreševali tudi z njimi, tudi njim boste lahko zastavljali vprašanja. Tako da sedaj bom sama zaključila z deljenjem predstavitve in prosim Greto Modula, če začne svojo razlago. Hvala. Hvala, Mikaela. Še lep pozdrav z moje strani, tudi sama bom govorila v italijanščini in gremo kar na to predstavitev povezano s sistemom GEMS. Bomo kar začeli. Takole. Poglejmo, sedaj vidite, ne, tole stran na platformi GEMS. To je GEMS Interreg Italija Slovenija in tu pa je naš EZTS-jev GEMS. Platforma je res ista za oboje, ampak vsak ima potem svojo različico z nekoliko seveda drug je tudi link za samo povezavo. Vedno bodite pozorni, ko se povezujete, greste na tega le desno, da pazite, da boste poklikali tega, ki je za Eurogo. Samo trenutek.
takole. Logotip mora biti povezan s skladom malih projektov, torej preverite, da je link res ta Jackto, tu ga vidite spodaj pod rdečo puščico na desni. Ravno zato, ker sta oba sistema identična, vam predlagam, da se poslužujete materialov, ki bodo utegnili biti za vas koristni, oziroma če imate kakšen dvom, potem kaj ustavljate tukaj v to poročilo in tudi v zahtevek za izplačilo na spletni strani Interreg Slovenija Italija. Kot lahko vidite, tule imamo na tej prosojnici stran projicirano in tukaj so potem tudi prosojnice, ki bodo objavljene na STS-jevi spletni strani in tam boste potem lahko dostopali do linkov, ki jih tule tudi vidite. Gremo si kar pogledati, kako vstopamo na GEMS z naše spletne strani. Kot vidite, povezava je euro-go.eu. Sedaj pa samo trenutek bomo predvajali drugo spletno stran takole. Kot smo že rekli, to je spletna stran EZTS. Zadošča, da kliknemo na stran SPF. Tule pri strani dobite GEMS. Če kliknete na GEMS, že se tukaj v modrem izpiše, oziroma v tej soški barvi, povezava na GEMS. No in takole, bo treba seveda že imeti uporabniško ime in tudi geslo. Če pa želite še koga povabiti, da se vpiše na to platformo, da bo potem lahko z vami sodeloval pri projektu, mora najprej ustvariti nov račun, ki ga potem potrdi EZTS, na kar mu vodilni partner da možnost, da vstopi na to spletno stran. Sedaj si poglejmo GEMS test, to testno spletno stran, s pomočjo katere si bomo pogledali, kaj boste pravzaprav zagledali, ko boste to počeli za svoj projekt. Če boste šli v Le mie stance, moje sobe, tukaj boste dobili tiste projekte vaše, ki so financirani. Lahko boste pogledali tudi v kakšnem stanju, v kateri fazi je projekt in sklenjeno pogodbo. To vidite tako, da kliknete na ta projekt, pa se vam izpiše tole okno. Če bi hoteli spremeniti ali dati več ljudem možnost, da delajo na oddaji poročila in zahtevka za izplačilo, morate klikniti tule in običajno bo vodilni partner, ki je ustvaril tudi prijavnico, on ima tudi tule upisan potem svoj mail in ima tudi tukaj upravljaj okence. Poleg tega se lahko več osebam omogoči, da sodelujo kot projektni ali vodilni partnerji in jim lahko damo tudi možnost, da samo vpogledajo vnose ali pa da tudi spreminjajo posamezne postavke. Če pa bi želeli dati celotno kontrolo, dodamo in gremo kar pod upravljaj, gestiši in tako lahko počne potem ta uporabnik vse. Gremo s predstavitvijo poročila. Ta možnost je izvedljiva šele, ko je projekt za projekt že obstaja sklenjena pogodba. Tukaj vidimo, da smo že predložili poročile strani projektnega partnerja. Kot je kolegica pred menoj povedala, je poročilo odda vsak partner za svoj del. Jaz sem projektni partner, recimo v tem primeru, in grem na dodaj poročilo partnerja. In če predpostavljamo, da je to moje prvo poročilo oziroma da je del prvega obdobja izvajanja projekta,
Naprimer, tako je lahko pri teh novih projektih, ki so bili financirani v okviru tega razpisa. Bom samo nesla obdobje poročanja, številka 1. Kot lahko tule vidite, ima ta projekt aktivnosti od 1. januarja do 31.12. In ker je polletno poročanje sovpada prvo obdobje poročanja, tudi s prvim obdobjem projekta. Datum začetka bo vedno 1. januar 2026 in zaključek pa recimo, da 31.5.2026. Obdobje poročanja. Ker prvo poročilo bo to junijsko, nanaša pa se na izdatke, krit od 1. decembra prejšnjega leta do 31. maja 2026, pa shranimo spremembe. Kaj potem vnašamo? Vse informacije, ki se tičejo izvedenih aktivnosti strani partnerjev, v tem primeru v okviru obdobja poročanja. Tako da vedno vstavljamo tako v slovenščini kot v italijanščini povzetek dela, ki ga je partner opravil, mora biti na razhajanje med tistim, kar je bilo predvideno v prijavnici, ki ste jo predložili v fazi kandidature, ali pa se tu navede različico prijavnice, ki je veljavna. Na levi strani tule vidimo na komandni plošči, gre za različico verzije 2.0. To se lahko spreminja samo, če obstaja potreba potem, da se prijavnica pač spreminja. Na kar se tule pokaže finančno obdobje, na finančni načrt za obdobje, in če se nanaša, se sem noter upišejo morebitni odmiki od predvidenih izdatkov, ki naj bi bili kriti po prijavnici začetni. Poleg tega je treba vstaviti tu vse informacije v zvezi s ciljno skupino oziroma katere ciljne skupine ste vključili in v kakšni meri. Tukaj je pa odvisno tega, kaj ste izbrali in če je šlo pri sestavi prijavnice, pač to predvidimo s stalnimi postavkami, ki se tule vnašajo. Poleg same identifikacije poročila imamo še tudi, kako napreduje ta načrt za delo, javni razpisi in postopki izbire, seznam izdatkov, prispevkov, dodatki k poročilu, izvoz poročila, finančna komandna plošča in pošiljanje. Gremo počasi. Kako najprej napreduje delovni načrt? Pri tem razdeljen je na podlagi delovnih sklopov, ki ste jih ustvarili v svojih projektnih predlogih. Tule vnesite celoten prispevek, ki ga je partner v tem primeru dal k izvajanjem aktivnosti v tem obdobju poročanja. Tukaj so dejavnosti in učinki in to mora biti povezano s tistim, kar z aktivnostmi in učinki iz prijavnice mora to sovpadati. Tule vas pozivam, da odprete vsa okenca in vnesete vse zahtevane podatke v italijanščini in slovenščini. Če imate tu priloge, ki jih je treba priložiti, kot potrditev navedenega, se potem tole naloži tukaj. Če gre za več datotek, dajte ustvarite na samo mapo in jo zazipate in pošljete. Če ste v obdobju poročanja že dosegli katerega od učinkov, kot v tem primeru recimo skupno izobraževanje za mlade glasbenike, potem poklikate na primer prispevek tule in date prilogo. Če gre za izobraževanje, na primer seznam prisotnih in še kakšno fotografsko gradivo. Kot dokazilo isto tudi za delovni sklop 2. Tu so aktivnosti in učinki. Vse skupaj shranite seveda, to, kar ste predtem vnesli, in greste na naslednji korak. Tule vidimo javna naročila in drugi postopki izbire. To polje se izpolnjuje, če imate kakšne izdatke, ki presegajo
ali znašajo najmanj 10.000 evrov. Vsakeč, ko imate javna naročila, prav tako ali druge postopke izbire v tem smislu, morate sem unesti to naročilo in vse podatke, ki so povezani z njim. Na kar shranite te spremembe. Jaz sem to že kar ustvarila, tako da vam bom kar pokazala in recimo sem se kaj ustavlja. Kratek opis, za kakšno storitev ali pogodbo gre. To boste potem potrebovali v naslednjem razdelku, referenčna številka, če jo imamo za javne organizacije, tukaj stale ČIG recimo za Italijo, datum sklenjene pogodbe, vrsta pogodbe, znesek pogodbe, če gre za 12.000 evrov, potem je to treba upisati, potem je naziv dobavitelja, IDA za DDV in morebitni dodatni komentarji so še tu. Potem, ko boste vse to shranili, lahko vnašate tudi vso dokumentacijo in sicer dokazila za takšno naročilo, pa tudi zahtevani kontrolnike treba izpolniti. Gremo na postavko seznam izdatkov. Tule je treba ustaviti vse krite izdatke. Naprimer, sedaj bomo dodali naprimer en izdatek, nikoli ne vnašamo izdatkov, ki se nanašajo na BL1 in BL2, na budget line 1 in 2, ker za stroške za osebje in to povprečnino, temveč samo za BL4, za stroške svetovanja in zunanje storitev, BL5 za opremo in BL6 za infrastrukture ter druga dela. Predvidevamo, da bomo sedaj vnašali en BL4, naprimer, da bomo tule se kar izbrali in bomo kar poklikali glede na tisto javno naročilo, ki smo ga imeli že zgoraj. Avtomatsko se nam pojavi tisto podatek, ki smo ga že dali v predhodnem obrazcu. Tukaj izberemo menedžer dogodka. Če pa ne gre za javno naročilo, ki bi ga gor ustvarili, ampak recimo, da gre za preprosto izdatek po 10.000 evri, potem izberemo opcijo N skozi A. Potem je tukaj sklic na referenčna številka, pravilna številka, naprimer številka računa. No, tukaj referenčna interna številka, če jo imate, pa potem številko računa, če jo imate, datum računa. Datum je lahko tudi predhoden glede na oziroma datum računa mi imamo datum računa, potem imamo datum plačila. Glejte, tole poročilo se nanaša na stroške krite do konca maja. Tako da recimo, da smo plačali 30. maja in potem lahko to na kratko opišemo, pa pokomentiramo. Vnesemo skupno vrednost računa, recimo, da imamo 1000 evrov, potem bomo imeli DDV, ki bo 220 evrov in izjavljeni znesek. Tule pa bodite pozorni. Če je DDV za vas strošek, napišete celoten napišete brez DDV. Če pa za vas DDV ni strošek, potem pa upišete 1200 evrov, 1220 evrov. Oziroma razliko med 1000 evri in DDV-jem in toliko boste potem tudi prejeli pri povračilu izdatkov, če bodo kontrolorji odobrili takšen izdatek, potem kot vedno shranite vnose. Vedno pazite, dejte vedno poskrbeti tudi za prevod. Tudi pri seznamu izdatkov imate slovensko pa italijansko, obe je treba izpolniti. Tukaj lahko priložite še tudi potrdila za te izdatke, če je več teh datotek, jih dajte v eno mapo zip skomprimirati. Ko boste tu naložili izdatke, ni mogoče več črtati, izbrišete ga lahko. Najprej je treba vedno priloge brisati, potem se pa lahko še stroškovna postavka, ker je drugače ne boste mogli brisati. Zdaj pa dajmo predvideti, ker se je večkrat zgodilo že v preteklosti v raznih primerih, da je v nekem poročilu, ki ste ga predložili v preteklosti,
preteklosti so kontrolorji recimo kakšen izdatek vam potem črtali. Ali pa da ste na primer, kot v tem primeru, predložili v junijskem poročilu nekaj, ampak je bilo že plačano in potem ne spada noter v stroške, ki se izplačujejo in so povezane s tem izdatkom. Tako da se vam lahko potem pojavi tole. Nekriti stroški, še nekriti stroški, takrat samo preprosto pritisnete to tipko, ponovno vnesi in se to ponovno vnese na to platformo. Ampak pozor, če lahko poklikamo tole in možno je spremeniti, če želite dodati še kakšne druge dokumente ali druge opise. Če pa po pomoti kliknete na odstrani, vam to ne bo več vidno, ne v tem poročilu, ne v naslednjih in zato dajte poskrbeti, da se spomnite, da boste potem to ponovno vnesli. Takole. Naslednji postavek se nanaša na prispevke in dajatve, to je vedno vnaprej izpolnjeno z informacijami, ki ste jih v prijavnici izjavili in ni treba ponovno vnašati, priloge pa so. Našli boste vse priloge, ki ste jih naložili za to poročilo v drugih menijih in če potrebujete še dodatna dokazila prilagati za posamezno obdobje poročanja, preprosto kliknite na naloži datoteko. Na kar pri izvozu poročila se lahko odločite, da izvozite samo tekoče poročilo in izberete Partner Report Budget in lahko potem si naložite dol v angleščini, italijanščini ali slovenščini tako jezik izvoza kot jezik branja kasneje ali vnosa. Potem imate tukaj budžet, ki ga je izdelal ta sistem ali pa celotno poročilo, ki se nanaša tudi na opis izvedenih aktivnosti. Potem gremo na finančno shemo. Tukaj imamo povzetek vseh izdatkov, tistih predvidenih v vaši prijavnici, pa tudi izdatkov, o katerih ste poročali s tem ali prejšnjimi poročili, ki so bila že poslana in preverjena. Na to je pomembno, da tako kot vedno izvedete še predhodno kontrolo. Če ni nobenih napak, lahko potem pošljete svoje poročilo. V primeru, da se sistem ne odpre, vam bo dalo napako, javilo napako in potem morate kontaktirati pač nas. Načeloma pa je sistem vedno odprt, kot je kolegica povedala, od 1. junija do 30. junija in na to ponovno od 1. do konca decembra. Kadarkoli lahko ustvarite svoj osnutek poročila, ne morete pa poslati razen v obdobjih, ko je sistem odprt za vnos poročil oziroma za pošiljanje poročil. Ko damo pošli, se potem pokaže, da je status recimo tega poročila poslano. Zato sem to naredila, da zdaj vidite, kdaj vam bo javilo, da je poslano. Gremo na naslednji korak, to pa je, kot tule lahko vidite, je poročilo projektni partner že poslal. Naslednji korak pa predvideva nastop kontrolorjev, ki preverijo to poročilo partnerjevo, italijanski za italijanske partnerje, slovenska prvostopenjska kontrola pa za slovensko stran. Lahko pa bi se zgodilo, da ni nekih dopolnil potrebnih in da je vse v redu. Kontrola se potem zaključi in vidite, da je kontrolor to potrdil. Če pa je kakšna zahteva za dopolnitev, ko je kontrola še v teku, tukaj vidite sivo pobarvano kontrolo in korso, kontrola v teku, tule piše in recimo, da od vas zahtevajo dopolnitev, potem moraš iti pojdi na kontrolo in lahko na tovor naložite zopet datoteke kontrolne in sicer vse datoteke, ki jih zahteva prvostopenjska kontrola. No in in gremo na zahtevek za izplačilo.
Kot je Mikaela govorila in potem, ko kontrolorji opravijo svoje, vam bomo mi poslali elektronsko sporočilo in vodilne partnerje prosili, če pošljejo potem zahtevek za izplačilo za oba partnerja, vsebuje pa celotno vse to, kar se vsebine tiče in finančnega dela predloženega za objema poročiloma za oba partnerja. Tako da, če boste želeli, da vam partnerji dajo zahtevek za povračilo, je odgovoren še vedno vodilni partner. V vsakem trenutku lahko skratka spreminjate, kot sem že prej omenila, te podatke o projektu in tako dobi tudi projektni partner možnost, da lahko še kaj spremeni oziroma da lahko potem tudi spreminja zahtevek za izplačilo. Anche qui la data di inizio periodo è sempre tudi tu je začetek obdobja, poročanja, ki ste ga izbrali, v tem primeru od 1. januarja do 31. marca 2026, torej prvo 6-mesečno obdobje. In tudi tukaj se avtomatsko izpolni in se nam pojavi isti zaslon kot za poročanje. Tudi tukaj najprej pripravimo zahtevo za povračilo. Naj poudarim še enkrat, čeprav sem že rekla to. Zahtevek za povračilo je isto na osnovi vseh dejavnosti, ki so jih partnerji naredili. To pomeni, glede na kompleksnost obdobja, ki ga imate, tukaj vnesete glavne dosežene rezultate v angleščini in v italijanščini in slovenščini spodaj, potem pa povzetek izročkov oziroma rezultatov projekta, če ste že prej dali kako zahtevek za povračilo. In torej sledite malo tem dosežkom oziroma rezultatom projektov. Pomembno je zapisati, če je prišlo do odstopanj, tako pri dejavnostih partnerjev kot pri časovnici ali tudi pri zneskih. Lahko je prišlo do zamude pri nekih dobaviteljih ali karkoli. Tukaj prosimo, da vedno to navedete pri posamezni postavki, ko je to treba navesti. In tako kot pri poročanju, imamo tudi finančni načrt za to obdobje, torej ciljne skupine, potem pa gremo na naslednji zavihek, to je napredovanje izvajanja časovnice. Tukaj imam jaz navedene moje delovne sklope. Ni pa nobenih sprememb v primerjavi s prejšnjim zahtevkom in kot vidite je to označeno s sivim na levi strani. Če pa hočem spreminjati na katerikoli način to besedilo pri pojasnili, recimo, postane tukaj črta rumena, pomeni, da nekaj spreminjamo in tukaj pravi, tukaj so spremembe, ki jih je treba še shraniti in so različne od prejšnjega zahtevka za poplačilo. Ne pozabite, da je vse te celice treba izpolniti, tudi morate navesti, ali je projekt neizresničen, popolnoma dokončan ali delno uresničen, delno izveden. Katera je to dejavnost, ki jo izvajate in je delno narejena in potem spet pojasnila. Če je delovni sklop previden v drugem obdobju poročanja, v naslednji fazi torej, potem vam ni treba tukaj podrobno tega razlagati in pisati in razlagati, zakaj še niste naredili, ker je itak predvidena že v drugem obdobju.
ker na naslednjem obdobju poročanja boste o tem poročali. Če pa imate kak pomislek, lahko pregledate svojo časovnico, da vidite, kaj ste napisali v časovnici glede izvajanja projektov in vidite, v katerem obdobju poročanja je kateri dosežek, pač output predviden, kdaj morate določen projektni rezultat doseči. In torej, če se vračamo na zahtevek za povračilo, ki smo ga pripravljali, tukaj smo rekli delovni sklop, napredovanje in pozor, moramo paziti na te dosežke, na outpute. Če smo v prvem obdobju poročanja imeli skupno usposabljanje mladih glasbenikov in je cilj bilo vključiti 20 glasbenikov, recimo, da smo jih imeli 30, to pomeni, da jih je bilo več od predvidenega. In torej boste morali pripraviti seznam udeležencev s podpisi, ker to je dokaz o tem, da je bilo usposabljanje izvedeno in da je bilo jih res več, torej vse, kar imate na voljo. Če pa ste to že predstavili v poročanju, je dovolj, da isto prilogo spet priložite sem. Ampak vedno vam predlagamo, da ga tukaj naložite še enkrat, da ne bi prihajalo do nesporazumov. Zgodilo se je namreč, da se je nekdo naločil samo v poročanju, ne pa tudi v zahtevku za povračilo, potem pa nekdo ne najde tega, potem lahko mi zahtevamo, da dopolnite zahtevek in da dodate priloge, ki pa so že bilo preložene v prvem poročilu. Tako da pravim, ko ste to izpolnili, preidemo na projektne rezultate. Tukaj se navežemo na kazalnike dosežkov, ki smo jih predstavili pri napredovanju časovnice. In če v tem zahtevku za povračilo niste dosegli rezultata, ki naj se navezuje na festival, ampak sem dosegel samo drugi rezultat, potem za rezultat 1 ne pišem ničesar, ampak v rezultatu 2 napišem, da je bilo 30 udeležencev, ki smo jih usposobili, kar je več od pričakovanega. Shranim spremembe, potem grem naprej. Pomembno je izpolniti tudi horizontalna načela, transverzalna načela, če so trajnostni razvoj, varovanje okolja, enake priložnosti, nediskriminacija, enakost med spoloma. In druga stvar, ki sem jo hotel še dodati, bodite vedno pozorni na kazalnike dosežkov, ki jih navedete v napredovanju del, da je to vedno skladno s tudi rezultati projekta. To, kar napišete tam, da je to skladno s tem, kar ste napisali prej. Potem potrjena poročila partnerjev. Tukaj boste našli partnerjevo poročilo, projektni partner 2 je to predstavil in ga je kontrolor tudi, revizor, potrdil in je označeno z rdečim, da je bilo že to potrjeno. In torej, ko zahtevate zahtevek za povračilo, če ni to, potem boste to brisali, ampak to ni vaš primer, tega ne boste stikali. Obstaja tudi možnost, da to izvzamete in se odločite, da boste to poročilo dali v naslednje zahtevek za povračilo. Pa še nekaj bi dodala. Nedvomno, to ste že verjetno videli, da je zahtevek za povračilo enako kot stran za poročanje. Tukaj se bodo tudi avtomatsko pojavile vse datoteke, ki ste jih priložili že predhodno, lahko pa vedno dodate nove datoteke, da okrepite pač vas datoteke. Potem pogledamo finančno kontrolno stran, kjer imate povzetek vseh finančnih vidikov projekta. Tudi tukaj se lahko odločite, da izvozite zahtevek za povračilo. Tukaj lahko samo poročilo izvozim v angleščini, slovenščini, italijanščini in na koncu je konč, da lahko samo to pošljem. Tudi tukaj je predhodno priporočamo, da pred pošiljanjem seveda pregledate, ker potem bo treba popravljati, kar je zapleteno.
In tudi to se pošlje samo v obdobju, ko se lahko še pošiljajo zahtevki za povračilo. In sicer dva imamo v letu, aprila in oktobra. In tukaj da pravim, da pošljem zahtevko za povračilo, ki se obarva z modrim. In tako kot za poročila vidimo, kateri so bili poročila pač poslana in preverjena, tukaj so bila poslana in preverjena in dobi drugo značko. Če bi vas pa program zahteval od nas dodatna pojasnila, potem kliknemo to, odpremo preverjanje in tukaj spet naložimo vse datoteke, ki jih od nas zahtevajo kot dopolnilo. To je zahtevek za povračilo, sedaj pa še en kratek primer zahtevka za povračilo z teh, ki so del prvega in drugega razpisa. Kako naredimo končni zahtevek za povračilo? Torej za male projekte iz prvega in drugega razpisa. Kaj naredimo? Napišemo referenčno obdobje. Lahko rečemo, da je obdobje recimo 1. januar 2026 za zadnji zahtevek za povračilo. Od 1. decembra 2025 do konca obdobja poročanja, to je 31. maj 2026. In pravimo, da je to tretja opcija po zaključku projekta. Ko smo projekt zaključili, zadnji zahtevek za povračilo. Tako da je projekt v enem letu recimo naredil vse dejavnosti, lahko takoj zaključil vse skupaj. Tako se mi pojavi opcija, je to končno poročilo, rečem, da se avtomatsko pojavi, da je da. Kot vidite, povsem je ta stvar enaka kot v druga zahtevka za povračilo, kladen tega, da imamo nov zavihek, ta zavihek je zaključek projekta. In tukaj lahko nakratko povzamem projekt v angleščini, vse, kar se je naredilo, vse, kar se je doseglo v okviru projekta, v angleščini, italijanščini in slovenščini. Če ste dobili kako priznanje, nagrado, karkoli, tudi to lahko navedete, potem pa pripravite kontrolni seznam, končno poročilo, ki ga vodilni partner mora izpolniti. To je končno poročilo in tukaj je treba na vsa vprašanja odgovoriti tako, da se utemeljijo tako v italijanščini kot v slovenščini. Recimo, da smo sedaj vse izpolnili, vse te rubrike, vse te točke. In tukaj kliknem zaključi kontrolni seznam. Ko sem zaključil, rečem samo izvozimo ta kontrolni seznam in ga naložimo kot prilogo v tej zavihku priloge. Poleg kontrolnega seznama imamo tukaj, moramo naložiti, tukaj je opis, kaj je vse treba, 4 fotografije visoke ločljivosti o zaključku projekta in 2 fotografije o tem, da so posterji bili izoblečeni na sedežu vodilnega partnerja kot tudi partnerjev. Kot sem rekla, naložimo potem tudi kontrolni seznam. In druge priloge, ki jih vidite tukaj na levi, v skupni mapi imamo te, tukaj najdete mapo z vsemi prilogami, ki jih je treba naložiti, to si snamete, prenesete na svoj računalnik, da vam pokažem, kaj je tam noter. Se je preneslo, da bi lahko odprla. To je to. Upam, da vidite. Če ne, mi povejte, da ne. V mapi najdete navodila za izpolnjevanje zadnjega zahtevka za povračilo. To so navodila.
Vse to, kar sem zdaj razložila, vsemi posnetki zaslonov, potem pa, tudi vidite, spodaj je še v slovenščini, potem pa so tri datoteke v Wordu. Prvo je kratica, tukaj je cel kup tabel, ki jih mora izpolniti vodilni partner, tako v imenu sebe, kot tudi v imenu projektnega partnerja. Tudi investicije, oprema. Vendar, če imate kakršnokoli vprašanje, se kar obrnite na nas, bomo odgovorili seveda z veseljem. Potem imamo izjavo tako vodilnega partnerja, kot tudi partnerja projekta. Torej, oba morata izpolniti to izjavo, ki pa se jo je treba izpolniti samo v primeru, ko je eden od partnerjev v okviru projekta izvajal naložbe, pač investicije v nakup opreme ali v infrastrukturo. Torej, kar se bo uporabljalo še 5 let po zaključku projekta. Kot sem že rekla, te dokumente je treba izpolniti, podpisati in naložiti v ta razdelek priloge zadnjega zahtevka za povračilo, ki ste ga pripravili. Tukaj se naložijo te datoteke, tudi tukaj, kot sem že rekla. Je enako kot zahtevek za povračilo, imamo končno tabelo s finančnimi podatki in na koncu najprej pregledate in potem pošljete ta zahtevek seveda. Toliko, kar zahteva končno zahtevek za povračilo ali za izplačilo, obstajajo morda primeri, ko se partnerji projekta odločijo, da predčasno pošljejo zaključni zahtevek za izplačilo, ker so morda že utrpeli vse stroške, čeprav se projekt še ni zaključil. V tem primeru vas prosimo, vedno, da se obrnete na nas, da nas pokličete, da nam pišete, da nas o tem obvestite, da lahko pripravimo GEMS, da lahko tudi to zaključno poročilo pošljete v GEMS. Sedaj vam bom pokazala še eno časovnico, kot vidite, celoten postopek poročanja in kontrol teh povračil, izplačil. Kot vidite, junija in decembra tako vodilni partner kot partnerji projekta predstavijo svoje stroške v GEMS-u za posamično obdobje, potem kontrolorji, revizorji imajo 3 mesece časa, da opravijo vse preglede vseh zahtevkov oziroma poročil, potem pa samo vodilni partner, ne projektni partnerji, vodilni partner pošlje zahtevek za izplačilo na osnovi pregledanih poročil in zadnja pregled in zadnje izplačilo od tega, kar je bilo poročeno, za to EZTS poskrbi v roku 1 meseca. In to se ponavlja ciklično, 2-krat na leto se to zgodi, torej enkrat se začne junija, drugič se začne decembra, tako da ne pozabite, da tukaj skušamo naših, tukaj na EZTS skušamo to pospešiti, kolikor se le da, da vam damo čim močnejšo podporo. Vsekakor je pa to odvisno od pogodbe, ki ste jo podpisali. Toliko z moje strani. Tudi jaz sem na voljo za morebitna vprašanja. Nekaj vprašanj že vidim, začnemo z zadnjim vprašanjem. Ali lahko ponovno pokažeš, kje se nahajajo obvezne priloge k zaključnemu poročilu? Kje so shranjene v GEMS-u? In če so dostopne tudi na spletni strani EZTS-ja, torej programu. Na naši spletni strani tega zdaj še ni, ampak bomo dali to v razdelek za dokumentacijo projektov.
potete trovarla. Vi premetto che al momento non è stato caricato Zaenkrat nisem za vse projekte tega. Naslednji teden bomo to naredili za projekte iz prvega in drugega razpisa. Zagotovo bo to narejeno. Bo pa naloženo tukaj. Spodaj levo imate skupno mapo, deljena mapa v Jamesu. In tukaj lahko snamete celotno datoteko z vsemi datotekami. Ponavadi vas tudi obvestimo o tem, da se je James odprl in vam damo možnost, pravim, zdaj pa lahko date zaključno poročilo. In ali če se obrnete na nas, lahko vam tudi po mailu pošljemo vse te dokumente, tako da smo res na voljo v podporo. Ok, se andiamo avanti. Gremo naprej. Altre domande. Questa posso anche rispondere io. Scusate, Na to lahko. Ali morajo podpisati vsi, ki so sodelovali na projektu, ali lahko tudi ti, ki so bili prisotni, recimo, če je javni dogodek, če je športni dogodek. Torej, podpišejo vsi prisotni, ali če je kazalnik dosežka rezultatov ta, da je usposabljanje, potem se morajo udeleženci vsi podpisati s imenom, priimkom in tako dalje, da vidimo, koliko jih je bilo. Ker bomo potem še kontrolirali, preverili, koliko ljudi je dejansko se udeležilo usposabljanja. Kar pa zadeva javne dogodke, seveda ne bodo vsi na stadionu, ker je odprt javni dogodek. Dovolj je samo dokazati, da dokažete, da se je dogodek zgodil. Če lahko skočim, Mikaela, vprašanje glede pogodbe. Ja, pogodbo, ki ste že podpisali, če to je glede tretjega razpisa, ni bila še naložena na James, ampak danes smo uradno omogočili vsem tistim, ki imajo pogodbo podpisano, da dostopijo do sekcije poročil, tako da v tem trenutku bi morali že videti vse urejeno na Jamesu, potem bomo v teku teh dneh še naložili podpisano pogodbo in še vse drugo, kar zanima vaš projekt. Glede pa vprašanja, če je nujno v Jamesu nesti javno naročilo, preden se poroča račun za njegovo izvedbo, ali to lahko naredimo takrat, ko bomo plačali račun in ga poročali, čeprav je bilo naročilo narejeno prej. Seveda vi lahko ustavite vse tudi v trenutku, ko poročate, ampak seveda mi vam svetujemo, da si poročilo že preuredite pred obdobjem poročanja, tako da imate že en osnutek in da sproti in skladno ustavite vse podatke. Prav zaradi tega, da ne pride zadnji trenutek in da za katerikoli razlog se lahko zgodi, da sistem se zapre in niste uspeli potem poslati naprej vaše poročilo. To je, ja. Jaz bi samo tle specificirala, Greta, oprosti, da seveda strošek se predstavi, torej strošek se vključi v poročilo v trenutku, ko je bil narejen oziroma tudi izplačan in vsi davki vezani na ta strošek so bili izplačani. Torej takrat se ga lahko predstavi v poročilo, ker če ne, kontrolori vam ga ne bodo upravičili. Tako da je smiselno seveda, da kreirate tisto obrazec vezan na strošek, ko je nastal realno strošek, torej ko ste ga izplačali realno, ne prej. Lahko odgovorim še jaz glede pravilnika. Torej glede vprašanja, če ima inštitucija formalno sprejeti interni pravilnik o javnem naročanju, torej za nabavo blaga ali storitve pod 10.000, torej zdaj je tako, potem seveda za specifike lahko nam pošljete tudi specifičen mail in ga bomo mi potem predebatirali en trenutek tudi s kontrolorji, ampak na splošno zdaj odvisi, če je inštitucija javna oziroma privatna.
tudi privatniki morajo zagotoviti transparentnost in gospodarnost, recimo, vse dokumentacije in celotnega postopka. Zaradi tega, seveda, če imate interni pravilnik, je v redu in je prav, da mu sledite, ampak še vedno morate pripraviti izjavo o preverbi cen na trgu, zato ker to zahteva naš program, tako da to je to, gotovo. In morate seveda napisati v izjavo, kako ste izvedli preverbo teh cen, oziroma katere ponudnike ste morda upoštevali in zakaj ste izbrali določenega izvajalca. To gotovo. Glede vprašanja, če poročilo strani italijanskega partnerja mora biti napisano tudi v slovenščini ali pa le v italijanščini, program predvideva, da vsa dokumentacija je dvojezična. Seveda italijanskega partnerja bodo pregledali in preverili italijanski kontrolorji, pa slovenski kontrolorji bodo preverili slovenskega partnerja, za kar se tiče kar se tiče stroške, za kar pa gre, ko pa govorimo o aktivnosti, ki ste izvajali, je nujno, da je vedno vse dvojezično. In potem še naslednje vprašanje, če ima projekt samo enega partnerja, ali se tudi poroča v 2 stopnjah, ali se izda samo zahtevek za izplačilo, se vedno poroča v 2 stopnjah. Tako da tista, ki je bila časovnica, ki sem vam pokazala na koncu, velja za vse partnerje, za vse projekte, tako za tiste, ki imajo samo enega partnerja, torej samo vodilnega partnerja, in tudi za tiste projekte, ki imajo vodilnega in projektnega partnerja. Mislim, da sta še dve novi vprašanji, gresta na koncu. Glede končnega zahtevka, ki verjetno, oziroma glede zaključka projekta, ki verjetno lahko odgovoriš ti. Ja, mislim, ker se gre za za vaš projekt, mislim, da verjetno je boljše, če se kar slišiva po telefonu. Se lahko zgodi, da na Jamesu smo predvideli vašo časovnico na en določen način in potem so bile spremembe, na primer, želite predstaviti zaključni zahtevek za povračilo prej, ker ste že imeli vse aktivnosti in vse stroške, ste že vse dokončali do 5. maja, tako da vam lahko pomagam pri tem, da nastavim James, da zahtevek predstavite prej. Tako da ja, torej je, če uredimo po telefonu. Katero leto oziroma leta se označi v izjavi o stabilnosti operacij? Če samo tekoče leto, ko se oddaja zaključni zahtevek, ali bo potrebno to izjavo pošiljati še 5 let po zaključku projekta? To je ena sama izjava, ki pa velja za vse leta, za vsa bodoča leta, torej za 5 let. Od konca po zaključku projekta. Tako je. In to je to. Ok. Super. Ripasso l'italiano. Direi che abbiamo concluso con questa Preidemo parte. torej na italijanščino. Mislim, da smo ta del zaključili, ta del predstavitev sistema James. In če so tukaj prisotni tudi naši kontrolorji, bi dala besedo italijanskim kontrolorjem, ki pregledujejo italijanske partnerje, seveda. Potem damo besedo še slovenskim kontrolorjem, da predstavijo, katere so najpogostejše napake, ki se opažajo. Dei controlli sui rendiconti e che così cerchiamo di evitare ovviamente. Tako da se skušamo tem izogniti pri naslednjem poročanju. Quindi lascio la parola ai controllori, credo che Predajam besedo kontrolorjem. condivisione di schermo forse. Mislim, da bodo tudi delili svojo predstavitev. Buongiorno a tutti, sono Elisa Quaglino. Dober dan, Elisa Quaglino je moje ime, slišimo?
appunto faccio parte dello studio Tomadino, che è Sem uno dei due studi che si occupa dei controlli iz računovodske pisarne Tomadino skrbimo za kontrole na italijanski strani. Ok, se la metto a schermo intero, solo vediamo se... Da vidim, kako bo tam to delila na celotni Vedete zaslon. sempre lo schermo? Mislim, vidi se že, ja? Sì, vediamo sempre lo schermo con le diapositive a lato, non vediamo a schermo pieno. A schermo pieno, perfetto, grazie. Dobro. Allora, alcuni dei punti che abbiamo inserito nelle slide in realtà li avete già toccati. Nekaterih točkah ste že govorili, ampak to smo imeli že na prosojnici, splošne napake, do katerih prihaja. Per la prima parte si tratta Glede prvega dela, formale, che non gre za è formalne napake najprej. l'ammissibilità della spesa, però appunto Ni, da stroški niso upravičeni, ampak je kontrola malo upočasnjena zaradi tega, ker je treba opozoriti na napako. l'errata compilazione Da ni izpolnjeno ali sploh ni izpolnjeno ali ni popolnoma izpolnjen opis posameznega stroška. la sezione della descrizione della spesa. Pogosto ni dobro opisan strošek. Praticamente sempre obbligatoria. Avete due Ampak sezioni, opisati je treba una strošek descrizione je zelo pomembno. Vedno je pomembno, kjer morate zelo na kratko opisati, zakaj je šlo e pri poi tem avete una strošku. sezione invece facoltativa dove potete inserire dei commenti a specifica della Ali pa descrizione inserita. lahko še dodatne komentarje napišete. Di completare sempre anche In vam la priporočamo, descrizione da per opis appunto obvezno evitare izpolnite, la spesa che state inserendo. da pride do lažjega Merito ad errori poročanja formali, kontrole. d'altra parte, sugli Druga annunci napaka, abbiamo ki se pogosto zgodi, numero je, e data fattura errati. da so napačne številka računa ali datum računa napačno vneseni. Ma sicuramente Ni res, da strošek ne bo upravičen, ampak vsakič, ko je številka računa napačna ali datum, vas moramo prositi, da dejte potrditi, ali je to res ta račun, ali je to prava številka računa, tako da se potem vračamo spet nazaj, da kontroliramo isto zadeve. Sia effettivamente definitivo, non ci siano errori. Da res pride do poročanja brez nobenih Sempre napak. legato a questo ambito, Potem spet pri errore formalnih più napakah rilevato è quello sulla compilazione del campo IVA, sempre nella parte je della lista delle spese. DDV nepravilno izkazan včasih. Se rendicontano l'IVA e non è un costo, cioè per loro è un costo vero e proprio. Nekateri poročajo DDV-ju, ker je to zanje dejansko strošek. Ha un valore specifico. In ne rečejo, da je DDV nula, ampak ni res. DDV je treba unesti. Inserire il valore effettivo dell'IVA in fattura si inserisce la percentuale, quindi ho già visto. In namesto konkretnega zneska DDV-ja unesejo samo stopnjo DDV-ja. Ampak Se scrivete 22 in quel campo IVA, če napisate samo 22%, per quella fattura il valore dell'IVA è 22 euro, bo cosa che appunto non è. platforma nepravilno preračunala, bo rekla, da je DDV samo 5 evrov, kar je nepravilno. Poleg tega se morate držati proračuna, ki vam je bil dodeljen, torej sredstev, ki so bila odobreni. Ne smete torej imeti stroškov, ki ne spadajo. Di per sé prevista a budget, ma nella categoria di spesa errata. Vendar lahko se včasih se stroški navedejo v nepravilni kategoriji. Nella categoria BL4, Recimo v BL4 namesto v BL5 poročate. In ko se to zgodi, moramo ta strošek mi časovno ustaviti in potem ga dati v drugo obdobje. Vse skupaj potem samo se podaljša. Ne? V pravo kategorijo morate dati. Morate torej večkrat preveriti, da so pravilni podatki. Pri izkazovanju stroškov vas bomo prosili tudi o izjavi predstavnika organizacije glede njihovega statusa, glede DDV-ja, če so zavezanci ali niso zavezanci. In to je vse vedno v prvem poročanju. Če grem naprej. Kosti za osebje, stroški za osebe BL1, vedno morate pri prvem poročanju potrditi,
eno, da ste vsaj en zaposleni bil zaposlen na projektu in torej morate priložiti pogodbo oziroma nek delovni nalog, da se to vidi, da je res oseba delala na tem. Per le categorie di consulenza e servizi esterni abbiamo solitamente due Za casistiche principali. Una stroške, kar zadeva svetovanje in zunanje storitve, imamo dve zahteve glede tržne raziskave. To izjava o tem, da smo preverili tržne cene, ni bila priložena pod 10.000 evrov, ali pa ni kontrolni seznam priložen, da se vidi za vse naročila nad 10.000 evrov. Kakor je bilo že navedeno, naj vas spomnim, da potrebujete vsaj 3 ponudbe, če gre za strošek nad 10.000 evrov. Po drugi strani imamo tudi formalne pomanjkljivosti, ko govorimo o svetovanju v zunanjih storitvah. Ni dovolj samo dati račun, ampak tudi pogodbo ali katerikoli drugi dokument, ki dokazuje, da ste izplačali, torej bančni izpisek, karkoli. Po drugi strani pa morate dokazati tudi v dokumentaciji dokumente oziroma dokazila o tem, da je storitev bila upravljena. Dovolj je ponavadi samo poročilo za določene storitve, ki jih dajete v obračun. Ne zahtevamo poročilo, ampak zahtevamo seznam prisotnih, da se preveri dejansko število udeležencev. Da se vidi, zakaj je recimo catering toliko porcij pripravil, ne? Da se dejansko upraviči, zakaj ste toliko porabili za hrano. Drugi vidik, kar zadeva opremo, vas prosimo, da upravičite seveda preiskave, tržne raziskave, torej če ste pregledali, koliko ponujajo to drugi ponudniki, po kakšni ceni. In za to kategorijo ne dobimo pa dostikrat registra sredstev, ki se amortizirajo, ali pa tudi fotografije, ker je oprema mora imeti na sebi vedno neko tablico, oznako z etiketo, s projektom, in tukaj poudarjam, tudi fotografija mora biti tako, da se vidi, kje dejansko je ta nalepka ali etiketa. Zgodilo se je, na primer, ko smo šli na kraj, fotografije so poslali etikete, dejansko so pa pripravili tablice, ki so jih dali gor. V vsakem primeru moramo nekako preveriti, da je to v skladu s pravili. In morda vam nisem pri prvi prosojnici rekla, da pri vsakem morate navesti kodo KUP v italijanščini, tako pri računu kot pri plačilu. Te kode projekta KUP mora biti naveden. Od januarja 2026 lahko dopolnite KUP, če se obrnete na italijanski davčni urad. Če ga, na primer, dobavitelj ni napisal na računu, lahko vi to dopolnite. Tako da govorimo o italijanskih primerih, kjer lahko te stvari popravite. In zato zahtevamo, da se vedno na vseh računih. S tem sem prišla tudi do konca naše predstavitve. Če imamo kakšno vprašanje, sem tukaj. Forse a questo punto farei presentare un attimo anche Morda bi lahko povedali, da je običajna napaka, katere so klasične napake, pa še strani slovenske prvostopenjske kontrole, in potem bomo šli skozi vprašanja. Se strinjate? Torej. Slovenska kontrolorja,
Mateuža, če je tle z nami. Sem. Ok, super. Lahko prevzamem besedo? Seveda. Lep pozdrav vsem, Matevž Šenko, slovenska kontrola projekta SPF. Večino nedoslednosti so že kolegice šli skozi, tako da tudi jaz sem pripravljen seznam 10 najpogostejših napak, ki jih srečujemo pri kontrolah. In tako kot so kolegice povedali, kakršnokoli vprašanje je dobrodošlo preko maila in rade volje pomagamo, preden pride do napak, popravljanja in slabe volje upravičencev. Najpogostejše napake, to se pravi skoraj četrtina vseh napak se pojavlja v nepopolnem preverjanju cen na trgu, se pravi te 3 ponudbe, ki jih moramo obvezno dobiti pri naročilih pod 10.000. Največkrat so napake, da sploh obrazec o preverjanju ni bil predložen, iz obrazca ni bilo razvidno, katere ponudnike smo spraševali po primerljivih ponudbah, kakšne vrednosti so nam dali, torej nemogoče razbrati iz te preverbe, ali je šlo dejansko za resnično preverjanje cen na trgu ali pomanjkljivo oziroma nastavljeno. Tle se največkrat pojavijo napake in za vsa preverjanja, kljub temu, da vsega ni treba oddajati na GEMS, jih morate imeti v fasciklu in to preverjamo v primeru on-site kontrole. Na licu mesta mora biti registrator, ki označuje projekt, vsebovati vse priloge, ki so povezane z preverjanjem cen na trgu dela. Na trgu in izbiro izvajalca. Običajno, če nimate 3 ponudnikov, je treba jasno razložiti, zakaj ni bilo 3 ponudnikov in zakaj je bil izbran določen z jasnim opisom za tretje ljudi, torej nas, da razumemo ozadje teh razmer. Ta je najpogostejša. Če nadaljujemo potem z napakami, so manjkajoča dokazila, se pravi, najprej se bi lahko bil to del prve točke, ampak tukaj manjkajo dokazila o sami izvedbi, dobavi, opravljene, tukaj govorimo o pravnih podlagah, kot so dobavnice, seznami s podpisnim udeležencev, dokazilo o dogodkih, fotografije, se pravi vse, kar potrebuje neka tretja oseba, ki ni sodelovala pri projektu ali videla projekt, da razume, da so se res izvajale aktivnosti, ki jih navajate v projektni dokumentaciji. Velikokrat je priložen samo račun, brez dobavnice ali popisu opravljenih storitev. Pri storitvah manjkajo ponavadi poročila izvajalcev, izdelki, gradiva ali časovnice, pri dogodkih manjkajo vabila, se pravi nepopolna dokumentacija, brez katere praktično ne moremo nedvoumno oceniti, ali gre pač pomanjkljiva dokumentacija in na ta način samo daljšamo postopek, ker prejmete odzivno poziv za dopolnitev in dopolnjujete, dokler ni dokumentacija popolna. In tudi pozivi so omejeni, tako da resnično pogledajte smernice, kaj pravijo in dajte zadeve urejati tudi razumljivo, v smislu račun, dokazilo o izvedbi, dokazilo o plačilu, checklista, če je potrebna, preverjanje in to, če se le da, vključite v smiselno poimenovanje ali pa eno PDF datoteko, da je tretji, največkrat je zadeva naložena posamezno in potem se je treba ukvarjati z zlaganjem stok zgodbe in povezovanjem teh dokumentov. In največkrat, ker ne pridemo skozi, nedvoumno, dobite pač poziv za dopolnitev in se dela dvakrat isto stvar. Se pravi, račun, dokazila, checkliste, plačilo, nalog za plačilo, transakcija iz TRR-ja in to je entiteta, ki omogoča pravilno, na ta način se pravilno poroča in se potem zelo hitro tudi pride do odobritve vaših zahtevkov. Tretja točka so manjkajoča dokazila o plačilu. Največkrat se priložijo upravičenci samo plačilni nalog. Plačilni nalog ne dokazuje izvedbe, zato zahtevamo zmeri bančni izpisek, na kateremu je jasno razviden prejemnik, opis. Če je le možno, se tudi na plačilne naloge vpisuje CUP koda, gre v podatek namen plačila, po opisu plačilo računa številka, lahko nadaljujete s pomišljajem CUP in številko CUP kode, čeprav to na slovenski strani ni nujno, ampak svetovano, ker na ta način imamo res povezano prek CUP kode celoten projekt. Od računa, izbire pač naročnika, računa in še plačila.
Četrta točka so pomanjkljivosti pri priloženi računovodski dokumentaciji. Spravi, sam projekt zahteva, da se vsi stroški, ki so povezani s projektom, v računovodstvu ločeno vodijo od ostalih stroškov upravičenca. Najpogosteje se upravičenci naštimajo stroškovno mesto, na podlagi katerega lahko potem izpisujejo in v knjigovodstvu ločijo projektne stroške od rednih stroškov upravičenca. Se pravi, kontokartice, ki bojo izpisane, morajo že na samem izpisu vsebovati naziv projekta, če se le da, in zajemati samo to, kar je vezano na projekt, ne pa ostalih knjižb, ki ne sodijo v stroške, upravičene stroške. Potem 5. točka, pravna podlaga za strošek. Pravna podlaga se pravi naročilnica, sklep, pravni akt, drugi dokument, na podlagi katerega se nedvoumno razume, da je bil strošek. Račun ni dovolj za dokazovanje stroška, to je na kratko. Marsikateri upravičenci mislijo, da je račun dovoljšen dokument, ampak daleč od tega, ker se zahteva še naročilo, naročilnica, pogodba, spremni dokument, ki potrjuje potem izvedbo storitve same po sebi. V 6. točki pomanjkljivosti imamo označevanje opreme in lastništva, to se pravi ta izjava, s katero se zavezujete, da boste še 5 let po zaključku projekta vzdrževali in imeli v lasti vso opremo. Ta je velikokrat manjkajoč, obrazec ni predpisan, zaradi tega pač morate to prosto spisati, v katerem opišete, da boste to opremo imeli še naslednjih 5 let po zaključku. In če boste imeli vprašanja o obličnosti, nam pišite, vam lahko pošljemo tudi en vzorec, kako to stvar pripraviti. Vsa oprema mora biti poleg tega označena. Če štartamo iz slovenskih računovodskih standardov, je vsa oprema, ki je nabavljena v podjetju, mora nositi oznako in inventarno številko. Tako da tukaj je že osnovna zahteva standardov. Ta, ki zahteva, poleg tega morate imeti jasno še oznako nalepko projekta. In največkrat smo tudi na on-site kontrolah doživeli, da so nalepke nedosledno označevana oprema. Tako bom rekel, bodite pozorni, da izbirate tudi nalepke ustrezne kvalitete, ker v vlažen prostor papirnata nalepka ne bo zdržala več kot teden. In tako da v tem delu smo res videli kar nekatere zadeve, ki so bile potem, so jih upravičenci morali dopolnjevati, pošiljati nove slike, označevati opremo, dvojno delo. Oprema mora biti označena z šifro, pač z tabelico oziroma nalepko z projekta plus inventarno številko opreme. Zaradi tega, ker edino na tak način lahko nedvoumno ločim vpise v knjigi osnovnih sredstev, to je evidenca, v katero mora biti tudi oprema vpisana, in konkretno opremo. Če ne, je lahko katerakoli brez ene identifikacije oziroma povezovalne številke. Potem imamo nepravilno uporabo projektnih oznak, CUP-kod. To sem že povedal, CUP-kode morajo biti na vsej dokumentaciji, ki je povezana s projektom, naročilo, račun, oznaka. Pri plačilu se prosim tudi držite tega, da dodate CUP-kodo. Nezadostna utemeljitev upravičenih stroškov, največkrat iz tega, kar prilagate, tretja oseba ne razume in jasno poveže, če so bili stroški res utemeljeni ali ne. Zaradi tega je treba zmeri, če ni jasno, to stvar opisati bolje. In za vsak strošek je treba imeti časovno, vsebinsko in finančno opredeljen, mora biti zelo jasno. In če ne dobimo te jasne povezave, bo spet dopolnitev zaradi napačnega poročanja. Isto kot za preverjanje cen velja pomanjkljivo izpolnjevanje checkliste, to se pravi za naročila, ki presegajo 10.000, morate narediti checklisto. In tudi tukaj je največkrat pomanjkljiva v smislu, kontrolni seznam sploh ni priložen, napačen obrazec se uporablja, obrazec, ki ni podpisan, se pravi nedosledno izpolnjevanje dokumentacije največkrat. In to, potem imamo še ostale, ampak teh je relativno malo.
V bistvu to so zdaj bile tiste najpogostejše napake, s katerimi smo se že v teh preteklih pregledovanjih in on-site kontrolah soočili. Nič drugega ne bi imel v tem delu. Super, najlepša hvala. Najprej preberem sporočilo Light the Future, ki se zahvaljuje Matevžu, ker bil v veliko pomoč v zadnjem tednu. Hvala. Torej, imamo pa še eno vprašanje. Ali pri izvedeni storitvi vedno nujno poročilo, oziroma naprimer pri simultanem prevajanju, ali so dovolj fotografije, videoposnetki in tako dalje, ki dokažujejo, da je izvajalec delo opravil, ali pa je nujno torej poročilo storitve? Govorim lahko jaz? Ja, najboljše, če je tudi poročilo. Definitivno zaradi tistih 2-3 stavkov opisnih bomo mi lažje presojali, ali je strošek upravičen in če sodi, je v skladu z dokumentacijo. Res od tega ne morem reči, da je preveč. Kvečjemu si potem mi lahko samo interpretiramo, ali je to skladno ali ne s tem, kar prijavljate. Napišite, prosim, res, dajte čim več razlag. Dajte razumeti tudi, da mi smo na drugi strani, smo v pisarni, pregledujemo samo dokumentacijo in moramo z dokumentacije jasno razbrati, zakaj se je šlo in če je zadeva sploh povezana, upravičena, in s tem nam samo olajšate delo, pohitrite postopek in s tem pač pridobite čas na sredstvih, bi rekel, v končni fazi, no. Okej, se mi zdi, da ni drugih vprašanj, vsaj jih ne vidim. Zaradi tega jaz bi vam skoraj samo še pokazala naše kontakte, ki jih itak že imate, ampak vseeno. Vidimo, če vidite pravilno. Tako, torej spet pokažemo tle naše kontakte, naš mail, na kateri smo dosegljivi, našo telefonsko številko, na katero tudi odgovarjamo, seveda ob urnikih, ko smo v pisarni. Za bolj specifične problematike oziroma za stvari, ki so vezane morda na tipologijo upravičenca ali kaj podobnega, seveda smo na voljo, da se slišimo prek maila, prek telefona, tako da potem predebatiramo z nami oziroma tudi s kontrolorji in seveda skušamo dobiti rešitev. Če imate kak dvom, seveda vedno raje prej napisati kot potem, tako da potem je seveda težje popravljati, vnaprej pa lahko uredimo delo in postopke pravilno, da ne bo potem problematike oziroma prišlo do morebitnih vezanih stroškov potem pri poročilih. Mislim, da je vse. Ne vidim drugih vprašanj, tako da po mojem lahko kar tle zaključimo. Okej, super. Hvala vsem. Najlepša hvala, lep pozdrav vsem. Nasvidenje. Nasvidenje.